Nogometaši KTM Impol Bistrice so v četrtem krogu drugoligaške konkurence v bistriškem športnem parku gostili Dravinjo iz Slovenskih Konjic. V sosedskem derbiju so zmagali Bistričani in to z rezultatom 3:0. Vodna ujma je prestavila tudi 180 drugoligaških minut, zato se je prvenstvo nadaljevalo s pari četrtega kroga. In prav ta krog je prinesel vroč sosedski obračun v Slovenski Bistrici med domačo ekipo KTM Impol Bistrico in Dravinjo iz Slovenskih Konjic. Zeleno-beli iz Slovenskih Konjic so v mesto Aluminija prišli z uvodno zmago v Dekanih. Bistričani pa so v prvem krogu z vročega gostovanja v Velenju prinesli točko. Dodaten motiv za obe enajsterici pa je bilo tudi 700 ljubiteljev okroglega usnja, ki so si tekmo ogledali kljub neposrednemu prenosu srečanja na Športklubu 1. Domači strateg je v igro v začetni enajsterici poslal kar nekaj novincev, ki so nadomestili lanske prvokategornike, ki so odšli k drugim delodajalcem. V prvih 45 minutah so gledalci videli všečen nogomet, vendar so mreže ostale nedotaknjene. Najmi borbeni sosedje Konjičani ne zamerijo, ker iz prvega dela izpostavljam samo 3 priložnosti gostiteljev. V 11. minuti po podaji Kuliša Krupič ni zadel polno. 3 minute kasneje, vlogi obrnjeni, podajalec Krupič z glavo čez gol Kuliš. V predzadnji minuti prvega dela pa še nedokončano delo Tomija Gobca. Ja, mogoče smo na začetku štartali v tekmo malo preveč na enostaven način, nasprotnik je vseeno čvrst, dobro so se postavili na igrišče, na to pa mislim, da smo iz minute v minuto vzpostavljali neko prevlado na igrišču. Že prvi polčas smo si ustvarili, mislim, da 3-4 take smrtne priložnosti, ki jih bomo mogli izkoristiti. Na srečo smo v drugem polčasu vseeno koristili tudi našo zelo dobro fizično pripravljenost in zasluženo mislim, da prišli do zmage. Tudi Konjičani so v prvem delu na igrišču pustili pomemben pečat, vendar se jim v nadaljevanju srečanja ni vse išlo po njihovih načrtih. Mi smo se na to tekmo cel teden pripravljali, vedeli smo, da ima ekipa Bistrica dobro ekipo in da bomo mogli dati, vse svoje kvalitete na igrišču in da bomo mogli odigrati optimalno tekmo, ampak prvi polčas nam je to uspevalo, smo bili dobri v duel igri, prav tako smo bili, v teh polpriložnostih smo bili izenačeni z Bistrico, na kar se nam je v drugem polčasu zgodilo te dve večji individualni napaki, ki so odločale zmagovalce na koncu. Da so varovanci trenerja Gorana Stankovića dobro pripravljeni na novo sezono, so potrdili v drugih 45 minutah obračuna. S stalnim pritiskom na nasprotnika so tega prisilili v napako in posledično tudi dosegali zadetke. V 51. minuti je tako domači igralec konice napada Ante Kuliš prelisičil vratarja gostov Mrežarja za vodstvo z 1:0. Drugega gola so se domači veselili v 65. minuti, ko je rezervist Rok Frešer zadel za 2:0. Kuliš je v 67. minuti dosegel že svoj drugi gol na tekmi, vendar ga je sodnik Antič razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Zmago s 3:0 je potrdil Andraž Borovnik in to v 81. minuti. Ja, vesel sem za sebe, za ekipo. Dobro smo delali priprave. Mislim, da se to v Velenju ni tako pokazalo, malo vreme, malo tako igrišče, ampak doma navijači, vzdušje, mislim, da smo pokazali trdo delo. Bistričani so torej odlično štartali v drugo sezono med drugoligaško konkurenco. Po odigranih 2 krogih so na 3. mestu prvenstvene lestvice z izkupičkom zmage in neodločenega izida. Ja, v bistvu že na začetku sezone smo vedeli, da ni izrazitega favorita letos za osvajanje druge lige. Tudi rezultati kažejo, v bistvu, da lahko vsak premaga vsakogar. Mi bomo šli vsako tekmo na način, da bomo zmagali in upam, da se borimo za čim višja mesta. Pravi zrelostni izpit Bistričane čaka že v naslednjem krogu, ko sledi gostovanje na Dolenjskem pri ekipi Krke. Vsaka tekma je težka, vsaka tekma je zgodba za sebe, tako da za vsako tekmo se moraš posebej pripraviti in če daš vse od sebe, te tudi nagradi nogomet.